Prva oddaja z morem v letu 2018 prinaša bogato vsebino. Bili smo v Mariboru, v Ljubljani, na Primorskem, v Šenčurju in Kamniku. Našo redakcijo pa je obiskal parakarateist Nik Sejdi. Dobrodošli v Z morem! Tudi v novem letu Zveza za šport invalidov Paraolimpijski komite ne popušča. V teku je priprava vsebinsko zelo bogatih okroglih miz, kjer bodo sodelovali strokovnjaki z različnih področij. Prva bo že sredi meseca februarja. Izpostavili bomo dobre prakse. To bo Mojca Vavpotič, to je mama otroka s cerebralno paralizo. Ona je tudi zaposlena v invalidski organizaciji in pa članica komisije pri karate klubu. Tako da bo pokazala ta aspekt. Potem bomo predstavili plesni klub Zebra. Oni so se ustanovili prav z namenom, da pač ponujajo športno vadbo za invalide in integrirajo oboje invalide in plesalce neinvalide. Potem se bo predstavil Športno društvo Invalid Ljubljana. Oni so v bistvu društvo z zelo dolgo tradicijo, ki se je pa mogli nekje par let nazaj malo reorganizirati in so vzpostavili konzorcij in na področju občine Ljubljana v bistvu ponujajo skupaj z drugimi društvi prilagojene vadbe. Potem se bo pa predstavila tudi naša športnica, ki sodeluje v projektu, Barbara Meglič, kjer bo pa z nami delila svojo življenjsko zgodbo. V projektu sodelujejo tudi eksperti. V Sloveniji imamo kar nekaj osnovnih šol, ki se zavedajo problematike invalidnih oseb. Vsaka pomoč pa pride še kako prav. Pred leti je Primož Černilec, športni pedagog, pristopil k Patriku Jagodicu in ponudil svoje znanje. Patrik kot invalid je bil integriran v osnovno šolo. Imel je tudi druge možnosti za izbiro, ampak odločili so se, da bo osnovno šolo delal pri nas v Šenčurju. In naloga vsake šole je, da za vse učence enako poskrbi, tako za integrirane kot za normalne. To pomeni, da tudi integrirani učenci dosegajo v šoli iste cilje kot ostali učenci. To moramo poskrbeti na vseh področjih, razen na področjih, kjer je pa več težav, moramo pa v bistvu pouk prilagoditi oziroma ga individualizirati. Tako je recimo Patrik imel največje probleme pri športni vzgoji, pri športu in tam smo za njega pripravili poseben program. Patrik je svoje telo izjemno razvil vse do stopnje, ko se lahko v svoji kategoriji kosa z najboljšimi na svetu. Sam cilj uvrstitev na olimpijske igre ostaja glavna prioriteta. Ja, v tretjem razredu, tako kot je že on povedal, sva se spoznala v Kranjskem bazenu, me je učil plavati. Potem je pa videl, da ima zelo dobro tehniko v 6. razredu in me je pač vprašal, če bi rad treniral plavanje in sem rekel, da bi. In je potem on vprašal zvezo, da bojo imeli novega plavalca in je v 2-3 mesecih sem začel trenirati v Radovljici. No, na okrogle mize z dobrimi praksami ste vabljeni čisto vsi. Omejitev tako fizičnih kot tudi mentalnih, pa projekti kot so Postani športnik, Change Your Mindset, Sport for Everyone in Erasmus Plus namreč ne poznajo. Zveza za šport invalidov Slovenije Paraolimpijskega komiteja nadaljuje z izvajanjem programa Paraolimpijski šolski dan. Tokrat so šport invalidov in paraolimpijsko gibanje spoznali učenci osnovne šole Frana Albrehta v Kamniku, ki so se lahko preizkusili v različnih športnih panogah, s katerimi se ukvarjajo invalidi, prisluhnili pa so tudi dvema športno-življenjskima zgodbama dveh športnikov invalidov. Več o projektu nam je zaupala koordinatorka programa Jana Čander. Paraolimpijski šolski dnevi že potekajo od leta 2014, takrat, ko je začel pilotni projekt delovati. Takrat smo imeli v sistemu 10 šol, sedaj se nekako dviguje in smo prišli do številke 17 na šolsko leto. V bistvu projekta je pa, da šolam prikažemo šport invalidov na različne načine oziroma imamo paraolimpijsko gibanje, življenjsko zgodbo, pa praktični prikaz učencem, da se lahko tudi sami preizkusijo v določenih elementih paraolimpijskih športov. Otroci so v igrano ekipo Zveze za šport invalidov Paraolimpijskega komiteja in Športnega društva Invalid zelo lepo sprejeli, projekt pa močno podpirajo tudi pedagoški delavci. Zelo pomembno je, zato ker se tudi v šolo vključujejo učenci s posebnimi potrebami,
da jih spoznajo in da jih razumejo, da jih podpirajo, pa da jim tudi pomagajo pri tem. Ob spoznavanju s športnimi panogami športnikov invalidov otroke močno pritegnejo tudi športno-življenjske zgodbe, ki jo je med drugim predstavila Lena Gaberšček, kapetanka reprezentance v odbojki sede. Ja, jaz v bistvu hočem čim na bolj enostaven način to približati otrokom. Povem jim, da sem se rodila brez roke, jim tudi pokažem, kako protezo, ko sem bila mlajša, ko so pač manjše proteze, dam dol protezo, kar jih nekatere tudi šokira. Pa imam najrajši, če me še kaj vprašajo, no, povem jim kaj o odbojki sede. Pa res najbolj šmijano, če me še kaj dodatno vprašajo, če jih kaj posebej zanima, da pač res odgovorim na to, kar jih najbolj zanima. Otroci so za konec spoznali odbojko sede tudi v tekmovalni obliki in se podružili s slovenskimi reprezentanti. Za tenisača Marina Kegla je bilo leto 2017 prelomno. Udeležil se je olimpijskih iger za gluhe v Turčiji, kjer je le za las zgrešil odličje, postal je športnik leta in za konec še kot prvi slovenski gluhi vrhunski športnik v zgodovini podpisal pogodbo o zaposlitvi v javni upravi Republike Slovenije. Deležni smo bili obiska Marinovega očeta Darka. Želja, motiv, pripravljenost je bila, ampak žal na nekatere stvari ne moremo vplivati. No, to me je posledično prineslo to, da je športnik leta med invalidi slovenske, je tudi slovenski športnik gluhih leta. To je tudi prineslo mu kategorizacijo, je prvi slovenski gluhi vrhunski športnik, ki ima svetovni razred. In tole je tudi posledično prineslo pogoje za zaposlitev v javni upravi, na kar sva seveda zelo ponosna in hvaležna in vse ne more z besedami opisati, mislim, kaj to pomeni. Načrti za prihodnost so veliki, cilji prav tako, Darko pa ne dvomi v to, da jih bo njegov sin zmožen uresničiti. Nimava tistih ciljev, zdaj pa morava, ker če ne bova, potem pač nisva v redu. Jaz pustim vedno stvari, da se zgodijo same. Ko je čas dozorel, se zgodijo same. Ampak treba bo biti vztrajen in se pravi tej počasni napredek, če je kontinuiran, je potem vse v redu. Zaposlitev Marina Kegla v javno upravo Republike Slovenije je korak naprej v svetu športa invalidov. Verjamemo in upamo, da bo Marinu v kratkem sledil še kdo. Elvis Mihalič je zaljubljen v šport. Svojo strast najbolj kaže z igrami košarke na vozičkih in to so prepoznali tudi v domačem okolju. Na prireditvi Športnik Rasa in Brkinov je prejel priznanje za dosežke v športu invalidov, to pa ni bilo edino presenečenje. Akademski slikar Simon Kastelic je namreč za čas prireditve izdelal nekaj čisto posebnega. Ja, v bistvu skoraj do samega konca ni bilo videti, kaj bo nastalo. Lahko bi rekel, da je nek neodločen rezultat med mano in sliko. No, kot ste videli pol na koncu, se je v bistvu izrisal nek portret košarkaša, v tem primeru našega lokalnega, svetovno poznanega. In samo sliko sem zadovoljen. Je pa glede same tehnike v bistvu bila nekoliko, ta tehnika ponuja nekaj presenečenja, tako da se v bistvu šele na koncu vidi, kaj zares nastane. Andrej Prunk pa je z donacijo poskrbel, da bo košarkar lažje prišel do kakovostnejšega vozička. Prejel sem prvo priznanje na občini za športnika. To mi daje še večjo spodbudo za naprej, da bom še z večjim veseljem treniral. In z novim zmagam naproti. Jernej Slivnik je že kot otrok sanjal nastopu na olimpijskih igrah. Ta želja se mu bo uresničila pri 17 letih, kajti Jernej bo prihodnji mesec nastopil na igrah v Pjongčangu. Obiskali smo ga na treningu v Kranjski Gori, kjer bo opravil večji del priprav na največje tekmovanje v karieri. Ja, zdaj sem bil poškodovan na začetku decembra, tako da bo treba ujeti tisti pravi ritem nazaj in verjamem, da bo še toliko več treningov, ker sem izgubil slab mesec, tako da bo število sigurno se povečalo. Kaj se ti je podilo po glavi, ko si se poškodoval? Si mogoče za trenutek celo pomislil, da so olimpijske igre izgubljene? Ja, na začetku je izgledalo kar hudo, tako da v glavi je bilo veliko stvari, ampak kasneje se je pa vse izteklo dobro in v glavi samo še to, da
da grem in da na polno treniram. Jernejev trener, serviser in še kaj več je Roman Podlipnik, ki pri svojemu varovancu vidi ogromen talent, a tudi veliko prostora za napredek. Pri določanju ciljev, sploh glede na Jernejevo starost, je trenutno previden. Uroš Pogačnik pa Bojan Kavčič je pa on prirast na šoli, tako da zdaj drugo, tretje leto, kar delam z njem, je pa še relativno mlad tekmovalec, ravno dopolnil 17 let. Njemu še manjka veliko treningov, predvsem pa potem tudi tekmovanj, ker tiste vožnje, ki jih on uspe na treningu narediti, nekje mu še manjka. Sama trema je dosti velika, tekama pa še relativno malo, tako da s tekmam bo verjetno tudi samozavest dvignil in potem verjamem, da glede na to, da je kar velik talent, da mu čez nekaj let uspe tudi kakšen vidnejši rezultat narediti. A Jernej je izredno zagnan fant, ki ima visoke cilje. Z uvrstitvijo na olimpijske igre izpolnil svoje sanje, a v Pjongčang zagotovo ne gre zgolj na izlet. Mislim, da se bom zavedal takrat, ko bom šel, malo pa celo, ko se bom vrnil nazaj. Zaenkrat pa mislim, da ne imam še to toliko močno. Ja, zaenkrat bolj razmišljam o treningih in treningov pa sigurno veliko, težki, naporni, tako da bom v Koreji čim bolj pripravljen. Paraolimpijske igre v Pjongčangu bodo od 9. do 18. marca. Danes smo tu v Mariboru priča zgodovinskemu dogodku. Prvič, da so športniki invalidi skupaj s svojimi vrstniki, ki plavajo v absolutni konkurenci. Tako, danes je tak prav poseben dan. Smo priča res lepemu dogodku in sicer integraciji. Pomeni, da nas je Plavalna zveza Slovenije in pa plavalni klub Maribor zelo lepo sprejel, super organiziral zadevo in zelo smo navdušeni in se veselimo naslednjega sodelovanja. Koliko je treba prilagajati te treninge? Verjetno ogromno nekih posebnih tehnik uporabljati? Glede, jaz sem trener, imam selekcijo pri športnem društvu Riba. Tako je, delamo v bistvu po osnovni metodi plavanja. Dela se tudi različne druge metode, v bistvu pri nas je tako. Je pa definitivno za vsako različno oziroma specifiko invalidnosti je tudi drugačen program, ki se mu prilagodi glede na njegovo oviro ali slepoto ali gluhoto ali kakršnokoli drugi gibalne oviro, tako da ja, so specifike in je treba v bistvu se zelo, zelo dobro pozanimati glede invalidnosti. Za otroke to še posebej pomembno tudi v smislu integracije, druženja in tako naprej. Seveda, integracija je za invalide izrednega pomena, z njo lažje preživijo, lažje se ukvarjajo z zadevami v prostem času, sploh je pa, mislim, da plavanje oziroma sam šport, še posebno pa plavanje, izrednega pomena za invalide. Za nekatere je v bistvu to edina možna samostojna oblika gibanja. In on meni se zadere v bistvu, kaj govoriš, ne slišim te in od takrat naprej sem jaz začel samostojno voziti in potem sem imel samo še probleme. Nik se je rodil mesec dni prezgodaj, očitno se mu je zelo mudilo na svet. Pri porodu pa je žal imel dihalno stisko in ker zdravniki niso v pravem času pravilno odreagirali, so ga dali v toplo posteljico, namesto da bi mu dali kisik. To je pa pomenilo poškodbo možganov. Do 3. meseca starosti pravzaprav niti nismo vedeli, kaj se dogaja. V 3. mesecu starosti pa je pediatrinja ugotovila, da ne odpira desne pesti in nas napotila v razvojno ambulanto, kjer so se začele vse terapije, vsa medicinska obravnava in začeli smo z delom. Ja, zame je borz, tako kot so vsi ti otroci z posebnimi potrebami, to so eni posebni otroci oziroma posebne osebe, ki imajo v sebi eno veliko energijo in so res borci in so nam lahko vsem velik zgled. Star sem 15 let, obiskujem srednjo upravno administrativno šolo, treniram karate 4-krat na teden, potem imam še plavanje 2-krat na teden, bolj rekreativno, pa še enkrat na teden najdem čas za kitaro, tako da sem zelo aktiven športnik, največ pa si želim v bistvu zmagovati na karateju. Ja, moja starša imata pomembno vlogo. Eno najpomembnejših se mi zdi, da je to, da me spodbujata
pri karateju, zato da se borite, da bi se parakarate v bistvu razvil, da bi ga še drugi ljudje spoznali in pa ena najbolj pomembna stvar je v tej vlogi, da sta dobra navijača. Ja, jaz sem cerebralno paralizo sprejel pri 4-3 letih. V bistvu sem se mogel kar spopasti, potem ko sem prišel v osnovno šolo, kjer so bili v bistvu, tako rekoč, nekateri so bili normalni. Jaz sem se pa dal v tisto vrsto, da sem bil drugačen in sem videl, da moji sošolci nekaj zmorejo, jaz pa v bistvu ne. In takrat se začel primerjati, ampak sem se proti koncu teh 9 let, oziroma še zdaj sem se odločil, da brez veze, da se primerjam z drugimi, ker nima smisla. Ja, sošolcev v bistvu ne maram poslušati, ko jamrajo, ravno zaradi tega, ker mislijo, da so, ne vem, bogi, da imajo s tem pa s tem težave in potem, ko v bistvu spoznajo mojo zgodbo, si pa reče na koncu, ko jim povem do konca svojo zgodbo, si pa reče, aha, jaz pa nimam zakaj jamrati, je pa res on toliko doživel, da jaz v bistvu ne morem nekako jamrati. Ja, športom sem se začel ukvarjati že kot majhen. Najprej se je to začelo v bistvu skozi fizioterapije, ampak potem sem začel v bistvu plavati, bolj tako, da sem se navadil na vodo. Potem je bil jahanje, tisti šport, ki sem ga res zelo rad treniral. Potem pa v bistvu sem to malo pustil, pa sem spoznal pred 9 leti karate in potem sem res se zaljubil v ta šport in od takrat naprej ga treniram. Na prvem mednarodnem tekmovanju sem se počutil res fenomenalno, ker v bistvu sploh nisem pričakoval, da bom zmagal in mi je res ta zmaga pomenila največ in še danes mi v bistvu to pomeni največ. Čez 10 let se vidim, ne vem, kot navaden človek ali pa v bistvu kot parakarateist, ker to je pa tudi to so moje sanje, no, ker res bi rad Sloveniji in tudi ostalim državam predstavil parakarate, da to se v bistvu ne razlikuje toliko od karateja in res bi rad, da ga tudi sprejmejo in da se še kdo vpiše na karate, da bi treniral, da bi hodil na tekmovanja in bi tudi lahko imel neko konkurenco. V zadnjih letih je karate meni dal v bistvu koordinacijo, ravnotežje in pa predvsem je bolj zdrav šport zame, oziroma pač boljše se počutim po njemu, ko sem jezen, res, ko grem na trening, dam to jezo ven in pa kar se tiče zdravstvenega vidika je vse boljše. Na tatamiju v naslednjih mesecih, na tekmovanjih, bom v bistvu predvsem delal na tem, da bo gib pravilno izveden, da bo res hitrost giba brezhibna in da bo vse šlo po planih. Sem Nik Sejdi in sem parakarateist. In potem en dan, ko sem med počitnicami poletnimi bil doma, je v bistvu moj brat vzel kolo, moje kolo, koleščka, tista pomožna, dal dol in potrkal na moja vrata od sobe in je rekel, da se greva voziti. In potem je v bistvu, ko sem jaz šel na kolo, je v bistvu za sedežem je imel roko, zato da nisem padel. In potem jaz njemu govorim, kako je lepo se voziti z njim sred parkirišča in on meni se zadere v bistvu, kaj govoriš, ne slišim te, in od takrat naprej sem jaz začel samostojno voziti in potem sem imel samo še probleme z odrivanjem, ampak potem sem to tudi sam osvojil. To je vse za danes, do prihodnjič pa imejte se lepo in nasvidenje.
Oddajo sta omogočila Sportklub in Lidl Slovenija. Ustvarimo boljši svet.